Geslo je 30 minut na dan, prežene dolg čas stran. To se pravi v počitnicah, ki so dolge skoraj 70 dni, naj bi otroci brali 30 dni, vsak dan 30 minut in s tem usvojili bralne tehnike in predvsem uživali v prostočasnem branju. Zaključi se 11. septembra, torej samo še dober teden in zaključimo, potem pa seveda sledi zaključna prireditev, zadnji četrtek v mesecu, vabimo vse tudi na sladoled, koliko je udeležencev ta trenutek še ne vemo, lansko leto jih je bilo nekaj čez 170 in verjamemo, da so naši mladi bralci tudi letos pridno brali. Najpoletavci pa je akcija za malce starejše bralce od 13 do 16 let, oni pa izpolnjujejo spletne vprašalnike in na ta način sodelujejo. Kot pravim, akcija še ni gotova, lansko leto jih je bilo kar nekaj in verjamemo, da bo tudi letos tako. Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja in veliko časa je letos posvetljenega prav njemu in tudi vi niste šli mimo tega, skodelica kave. Tako je, kdorkoli reče skodelica kave, to je pravzaprav prava asociacija na Ivana Cankarja, zato se naša bralna akcija imenuje kar tako, skodelica kave. Vse vabimo, da posežejo po Cankarjevem delu, izpišejo en citat in dobijo bon za kavo ali čaj v kavarnah, ki z nami sodelujejo. Akcija poteka do konca septembra in vsekakor je to, se nam zdi, pravi čas, da posežemo in se spomnimo tudi Ivana Cankarja. Pravi čas pa zato, ker pri nas septembra že začenjamo z prireditvami, tu pa tam je kakšna, medtem ko oktober začnemo na polno, ko se bo praktično v knjižnici dogajalo nekaj čisto vsak dan. Prejšnji teden ste se udeležili 36. mednarodne konference IBI v Atenah. O čem je tekla beseda? IBI konference so mednarodne, torej svetovnega ranga, potekajo pa predvsem o mladinski literaturi, torej tako otroški kot mladinski literaturi, o spodbujanju branja. Letošnjo naslov te konference je bilo Vzhod sreča Zahod. Bilo je kar veliko predavanj, predstavitev, tudi sama sem aktivno sodelovala skupaj z dr. Aksinjo Kermauner, vodilno slovensko tiflopedagoginjo, sva predstavili projekt nove knjižnice in pa oprema nove knjižnice v Radovljici za slepe in slabovidne in poželi sva veliko občudovanja. In kaj se bo še dogajalo do konca meseca septembra, zdaj smo šele nekje na začetku, pa v kratkem? Zdaj poteka nova nacionalna bralna akcija, reče se ji Mesec nacionalnega skupnega branja od 8. septembra do 8. oktobra. Torej nekaj več dogodkov bo na račun tega, kot je recimo Glasova preja, kjer bo gost Ernest Petrič, potem bomo imeli Rozine rozine v izvedbi Linhartovega odra. V septembru je tudi teden športa, ki je letos prav Evropski teden športa, kar pomeni, da bomo imeli nekaj več razstav na to temo. Poleg običajnih razstav, tokrat so naši razstavljalci Fotografski klub Radovljica, ki so nas spremljali v času naše selitve in tako še enkrat s toplino v srcu obujamo spomin vse naše prostovoljce, verige, otvoritev, kjer je bilo 800 ljudi in resnično so te fotografije prav ganljive, v srce segajoče in vabim vse, da si jih pridejo pogledati in mogoče najdejo kje sebe na vseh teh slikah.